Pozdravljeni, dobrodošli v svetem mestu, dobrodošli v Jeruzalemu. Ta kraj, srce svete dežele, je Bog že pred tisočletji izbral, da bi na poseben način pokazal, kako je blizu svojemu ljudstvu, kako nas pozna in kako želi prebivati med nami. Na poseben način pa je to dovršil v velikonočnih dogodkih Jezusa Kristusa. Vabim vas, da bi postne petke preživeli skupaj, da bi se vzeli nekaj trenutkov tišine, da bi nam te kraji, te sveti kraji tega mesta na poseben način spregovorili o svetlobi Kristusovega vstajenja. Ta postni čas, teh 6 petkov, bomo na različnih krajih spoznavali Gospodovo veliko noč, da bi se tudi sami prerodili, da bi post postal nekaj osvežujočega, da bi resnična pomlad, ki jo vidimo tudi v vsem stvarstvu, ko se prebuja, zaživela v naših srcih, naših odnosih, naših družinah, naših skupnostih. Sveti Ciril Jeruzalemski, škof iz 4. stoletja, ki je deloval ravno v baziliki Božjega groba, v baziliki Gospodovega vstajenja, tukaj za nami največja črna kupola, je v svojem najbolj znanem delu kateheze katehumenom dejal pomenljivo misel, ki nas lahko na nek način uvede v ta postni čas. On pravi, da se navade premagajo z navadami, da v postnem času skušamo zaživeti tam, kjer nas najbolj boli, kjer morda se zavedamo, da smo najbolj šibki, ker tam namreč Gospod pripravlja odrešenje za vse nas. Če vstopimo tudi sami aktivno v ta čas, če z določeno odpovedjo hrani, tem raznim sredstvom družbenega obveščanja, raznim kanalom, ki nas speljujejo stran od Boga, za nekaj časa pustimo, da Bog preoblikuje naše srce, da On preoblikuje naše življenje, da bi z odpovedjo lahko zaživelo v nas nekaj novega. In sveti Ciril pravi ravno to, da tudi takrat, ko nam zmanjka vere, tudi takrat, ko bi sami sebi lahko rekli neverni, da tudi takrat ne obupamo, ampak Bog nam lahko v vsaki situaciji, v kakršni se nahajamo, pripravi odrešenje in njegov prihod, njegovo veliko noč, samo če mu odpremo srce. Vzemimo si nekaj trenutkov tišine vsak dan v tem postnem času. Poglejmo, kje nas Bog želi srečati. Kamor stopi Bog, tam stvari ne ostanejo iste. Tam se začne sprememba. Tam se vzpostavi odnos. In na novo zaživimo v sebi. Na novo zaživimo z našimi bližnjimi, s katerimi se vsak dan srečujemo. Zato, ker na novo zaživimo z njim. Vabljeni torej vsak petek, pa tudi cel postni čas, da bi aktivno stopili na to pot vere, da bi nam tudi te kraji, ki jih bomo skupaj obiskali, da bi se ob njih navdihnili, da bi nam spregovorili s tisto močjo, ki presega geografijo, ki presega čas, da bi tam, kjer smo, v tem trenutku, v katerega živimo, lahko zaživeli na novo, bolj sveže, z več Boga, z več tiste bližine med seboj in z njim. Vabljeni in blagoslovljen postni čas vsem.